62. Ali berete in pišete angleško? Da. Skrivnost, ki je prevzela narod in zdaj prvič spregovori obtoženi morilec. In resnica je bolj vznemirjajoča, kot smo si predstavljali. Ali se prostovoljno izrekate za krivega po lastni volji? Da. Dogovor, obljuba. In zdaj ima žena morilca z Gilgo Beacha nekaj zapovedati. Sem Jeanette Levy in to je Crime Fix. Preden se poglobimo v ta izjemno grozljiv primer serijskih umorov na plaži Gilgo, vam želim povedati o aplikaciji, ki jo uporabljam in mi je res všeč. Imenuje se Upside. In Upside vam povrne denar za stvari, ki jih kupujete vsak dan, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je, kaj morate narediti. Prenesete si aplikacijo Upside brezplačno. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij in plačate kot običajno s kreditno kartico. Nato potrdite nakup in bum, dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko porabim denar, se denar prikaže v moji aplikaciji in potem ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki aplikacije Upside v povprečju letno dobijo nazaj $154, kar je res neverjetno. Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, ki jo vidite na zaslonu in uporabite naš promocijski kodo CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem tankanju goriva. Dolga leta je na Long Islandu vladala skrivnost. Več žensk je izginilo, kasneje pa so jih našli umorjene. Toda zdaj je ta skrivnost razrešena. In moški, odgovoren za umore žensk, Rex Heuermann, je po letih zanikanja priznal, da je zagrešil zločine. Rex Heuermann, lahko zdaj rečemo, je serijski morilec z Long Islanda. Ta primer sega v zgodnja 90. leta. Je resnično grozljiv. In preden se lotim priznanja krivde Rexa Heuermanna, se pogovorimo o žrtvah in malo o ozadju, kako smo prišli do tega dne. Vse ženske so imele nekaj skupnega, bile so drobne, privlačne in nekatere med njimi so delale kot spolne delavke. Detektivi na Long Islandu verjamejo, da so bila njihova umori delo ene osebe, poimenovane serijski morilec z Long Islanda. Vse te ženske so imele družine, ki so jih imele rade, vendar je vseh 8 naletelo na pošast, ki jih je izkoristila in zavrgla kot smeti, nekatere med njimi ob Ocean Parkway, blizu plaže Gilgo. 4 od teh žensk so postale znane kot Gilgoška četverica. Maureen Brainerd Barnes je izginila leta 2007. Melissa Bartholomew je izginila leta 2009. Megan Waterman in Amber Costello sta bili ubiti naslednje leto, leta 2010. Posmrtni ostanki vseh žensk so bili odkriti decembra 2010 ob plaži Gilgo. Bile so zavite v juto. Sodni dokument je opisal, kako je bil spodnji del telesa Maureen Brainerd Barnes zvezan s pasom. Sponka je imela začetnici DVH, za kateri so preiskovalci verjeli, da bi lahko bili začetnici očeta Rex Heuermanna, Williama Heuermanna. Aprila 2011 so ob Ocean Parkway, blizu plaže Gilgo, našli delne posmrtne ostanke, za katere so kasneje ugotovili, da pripadajo Valerie Mack. Leta prej, novembra 2000, so lovci našli nekaj ostankov Mekove v črnih vrečah za smeti. Njen trup, noge in roke pa so bili zvezani z vrvjo. Dolga leta je bila znana le kot neznana oseba številka 6, dokler DNK testiranje ni razkrilo njenega imena. Trajalo je skoraj 13 let ob številnih napakah v preiskavi, vendar so po DNK-ju in tehnologiji mobilnih telefonov pošast, ki je ciljala na ženske, identificirali kot Rexa Heuermanna. Heuermann je bil arhitekt, ki je živel v Massapequa parku na Long Islandu, vsak dan pa se je za delo vozil v Manhattan. Živel je v majhni hiši, ki je bila nekoč v lasti njegovih staršev. Tožilci so povedali, da so uporabili DNK, zbran s skorje pice, ki jo je odvrgel v smeti, da so ga povezali z lasmi, zbranimi pri nekaterih žrtvah. Drugi lasje so pripadali njegovih hčerki in ženi. Kljub temu je Heuermann dejal, da je nedolžen. Potem, ko je bil Heuermann obtožen umorov 4 iz Gilga, preiskava ni bila končana. Delo velike porote se je nadaljevalo. Posmrtni ostanki drugih žensk niso bili najdeni le ob plaži Gilgo, ampak tudi na drugih lokacijah v Manorvillu. In junija 2024 je velika porota obtožila Rexa Heuermanna za umor Jessice Taylor leta 2003 in umor Sandre Costilla leta 1993.
Lobanja, Roke in Podlaket Taylorjeve so bili najdeni ob Ocean Parkwayu blizu plaže Gilgo. Na istem območju, kjer so približno miljo nižje po cesti, našli tudi 4 žrtve iz Gilga. Njeni preostali deli telesa so bili najdeni že leta 2003. Deli njenega telesa pa so bili pohabljeni v Manorvillu. Sam las je bil najden v zavesi, v katero je bila zavita. Novembra 1993 sta 2 lovca našla telo Sandre Kostija v North Seaju. V prošnji za varščino za Hurmana je bilo navedeno, da je Kostilja ležala na hrbtu z iztegnjenimi rokami nad glavo, imela pa je več ubodnih ran na obrazu, prsih, stegnih in v predelu genitalij. Junija 2024 je tožilec Ray Tierney razkril rezultate DNK, za katere je dejal, da dokazujejo, da je Rex Heuermann ubil ženske. Tabela je prikazovala rezultate testiranja las, najdenih pri 5 ženskah. Lase Rexa Heuermanna so našli pri Sandri Kostija, Megan Waterman in Jessica Taylor. Lase, ki so pripadali Heuermannovi ženi in hčerki, so našli pri Amber Costello, Megan Waterman in Maureen Brainerd Barnes. In las, ki je pripadal nekdanji Heuermannovi punci, so našli pri Sandri Kostija. Heuermann je bil kasneje obtožen umora Valerie Mack, za katero so tožilci povedali, da so Heuermanna ponovno povezali z njo preko DNK testiranja las, najdenih na njenem telesu. In želim biti jasna, če ste se spraševali, tožilec je dejal, da ne verjame, da sta Heuermannova žena, hči ali njegova nekdanja punca kakorkoli vpletene v te umore žensk. Ray Tierney je povedal, da Heuermannova družina je bila zunaj mesta, ko so bili ti umori storjeni v družinski hiši. Sredi te preiskave je DNK testiranje identificiralo še eno žrtev, Karen Vergata, ki je izginila na Valentinovo leta 1996. Stara je bila le 34 let. Dolga leta je bila znana le kot neznanka s Fire Islanda. Njene noge so tam našli aprila 1996. In leta 2011 so njeno lobanjo našli na Toby Beachu v okrožju Nassau. Rex Heuermann ni bil obtožen umora Karen Vergata, vendar je bil po aretaciji zagotovo osumljenec. Poleg dokazov DNK, za katere je tožilec Tierney dejal, da povezujejo Heuermanna z umori, je povedal, da obstajajo tudi drugi dokazi. Opis, ki ga je dala priča, digitalni dokazi ter zbirka revij in novic o umorih v Heuermannovem domu. Tožilci so leta 2024 v dokumentu za varščino zapisali, da so na Heuermannovih elektronskih napravah našli nasilno pornografijo, ki je prikazovala zvezovanje, mučenje in smrt. In povedali so, da so našli prej izbrisan dokument z načrtom, ki je bil na Heuermannovem računalniku od leta 2002 do 2004. En dokument ima kategorije z oznakami težave, zaloge, DS in TRG. Preiskovalci verjamejo, da DS pomeni mesta odlaganja, TRG pa pomeni tarča. Pod težavami je navedenih več postavk, vključno z DNK, sledovi pnevmatik, krvavimi madeži, prstnimi odtisi, pričami, sledenjem virom zalog, odtisi čevljev, policijsko ustavljanje in seznam se nadaljuje. Seznam zalog prav tako zveni kot stvari, ki bi jih lahko uporabili za mučenje osebe ali za čiščenje oziroma ohranjanje čistoče. Zaščitni copati, luk oziroma kislina, policijski skener, vrv oziroma kabel, žaga za rezanje, medicinske rokavice, čistilo za odtoke, fotografski film in pod DS-1 Mill Road, lokacija smetnjaka, naslednjič. Izvidovanje lokacij smetnjakov. Pod TRG T1 je zapisano ime Megan z vprašajem. Ali to pomeni Megan Waterman? Ne vemo. Ubita je bila več let potem, ko naj bi bil ta dokument ustvarjen. V dokumentu je tudi zapisano, da je dobro, če je oseba majhna. Vse 4 žrtve iz Gilga so bile majhne postave. Drug dokument je obravnaval pripravo pred dogodkom, pripravo in dogodek po dogodku. Priprava pred dogodkom je vključevala pregled vozila, izvidovanje in preverjanje vremenskih poročil. Priprava je vključevala določitev čakalnega območja, sestavo mize, prečko in pritrdilno točko. V dokumentu o varščini piše, da je pritrdilna točka pri vezanju fiksna pritrdilna točka v stropu, ki podpira težo osebe, ki je dvignjena od tal. Rex Heuermann se je boril za izločitev DNK dokazov v primeru, saj je vztrajal pri svoji nedolžnosti, vendar je to bitko izgubil. DNK dokazi so bili vključeni na njegovem sojenju, ki naj bi se začelo septembra letos. Takoj prihajam, sodnik. Toda danes je prišlo do preobrata, saj je Heuermann spremenil svojo izjavo o krivdi. Za zapisnik številko 8, Rex Heuermann.
Najprej bom opravil odpovedi, v redu? Za obtoženca nastopa Michael Brown. Državno tožilstvo razume, da bo obtoženec priznal krivdo za 7 točk obtožnice, in sicer za točke od 1 do 3 ter za točke od 7 do 10. Točke 4 do 6 bodo zavržene ob izreku kazni obtožencu. Poleg tega, da bo priznal in potrdil svojo dejansko krivdo za vse elemente točk od 1 do 3 ter od 7 do 10 v obtožnici, obtoženec se dodatno strinja, da bo, čeprav ni bil obtožen tega kaznivega dejanja, kot del svoje izjave priznal, da je namerno povzročil smrt Karen Vergata in leta 1996 prepeljal ter pustil njene posmrtne ostanke v okrožju Suffolk. Tožilstvo se strinja, da v zameno za to, da obtoženec prizna krivdo za točke od 1 do 3 in od 7 do 10 v obtožnici, ter prizna tudi neobtoženi umor Karen Vergata, tožilstvo priporoča naslednjo kazen. Točke od 1 do 3, umor prve stopnje, najvišja kazen do smrtnega zapora brez možnosti pogojnega izpusta, ki se izvršuje zaporedno. Točke od 7 do 10, najvišja kazen, 25 let do dosmrtnega zapora, ki se izvršuje zaporedno med seboj in skupaj s kaznimi za točke od 1 do 3. Za povzetek zgoraj navedene kazni obtoženec se strinja, da bo odslužil 3 zaporedne dosmrtne kazni brez možnosti pogojnega izpusta. Glede točk od 1 do 3 sledijo 4 zaporedne kazni, 25 let zapora do dosmrtnega zapora. 5 kazni se izvršujejo zaporedno, ena za drugo. Če bo obtoženec priznal umor Karen Vergata, bo njegova priznanje krivde in ta sporazum o priznanju krivde zadovoljila in zajela tudi neobtoženi umor Karen Vergata. V zameno za vsa zgoraj navedena priznanja ne bo nadaljnjega pregona v zvezi z umori prej omenjenih 8 žrtev. Karen Vergata, Valerie Mack, Jessica Taylor, Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman and Amber Costello. Obtoženec bo ustno in pisno priznal, da je prejel obsežno in zadostno razkritje dokazov, da lahko sprejme informirano odločitev glede svoje današnje izjave o krivdi. Obtoženec se bo dodatno odpovedal vsem ugovorom glede skladnosti okrožnega tožilca z 245 členom zakona o kazenskem postopku. Obtoženec se je prav tako strinjal, da umakne vse predloge, ki so trenutno v obravnavi pred tem sodiščem. Kot je določeno v pisni odpovedi pravici do pritožbe, se obtoženec strinja, da se odpove pravici do pritožbe, kar vključuje tudi odločitev sodišča glede zaslišanja o goljufiji, kot tudi vsakršno trditev, da je kazen, ki jo je izreklo to sodišče, pretirana. Obtoženec nadalje priznava, da so ga njegovi odvetniki v celoti seznanili s pravicami in privilegiji, katerih se odpoveduje, ter da se odpoveduje zavestno in prostovoljno, z namenom, da prejme ugodnost, da ne bo obtožen umora Karen Vergata ali kakršnihkoli drugih obtožb, povezanih s smrtmi Maureen Brainerd Barnes, Melissa Bartholomew, Megan Waterman, Amber Costello, Valerie Mack. Jessica Taylor in Sandra Castilla. Nato je prišel čas, da Rex Horman, zdaj že serijski morilec z Gilgo Beacha, ki je priznal krivdo, odgovori na vprašanja sodnice. A ga lahko za trenutek odnemo, samo da podpiše to na hitro? Da. Zadnje. V redu. Rex, to bomo podpisali. Podpišite se tukaj, prosim. Gospod Hoerman, preden prisežem, da je bilo priznanje sprejeto, imam nekaj vprašanj za vas. To so očitna in preprosta vprašanja, vendar jih moram zastaviti. Prav? Da, vaša čast. Koliko ste stari? 62. Oberete in pišete angleško. Ste o tej zadevi razpravljali s svojim odvetnikom? Da, sem. Ste imeli dovolj časa, da ste o tej zadevi razpravljali s svojim odvetnikom? Da, sem. Po pogovorih s svojim odvetnikom menite, da je v vašem najboljšem interesu, da se izrečete za krivega, namesto da greste na sojenje. Da, vaša čast. Ste zadovoljni z načinom, kako vas je vaš odvetnik zastopal v tem primeru? Da, sem. Moram reči, da so bili odvetniki na obeh straneh tega primera odlični, neverjetni pravniki. Ali razumete, da je priznanje krivde za obtožbo enako, kot če bi šli na sojenje in bili spoznani za krive te obtožbe? Da, vaša čast. Ali razumete, da se s priznanjem krivde odpovedujete številnim zelo pomembnim pravicam? Da, vaš čast. Te pravice vključujejo vašo pravico do sojenja pred poroto na sodišču, vašo pravico, da tožilstvo predloži dokaze in priče, ki bi dokazali vašo krivdo onkraj razumnega dvoma,
Vaša pravica, da navzkrižno zaslišujete te priče. In vaša pravica, da pričate v svojo korist ali da ostanete tiho. Vaša pravica, da pokličete priče ali predložite dokaze v svojo korist. Ali razumete te pravice, kot sem jih pravkar razložil? Da. Ali razumete, da se s priznanjem krivde odpovedujete tem pravicam? Da, razumem. Ta naslednji del je izjemno zanimiv, saj Michael Brown razpravlja o pogojih tega priznanja krivde. Zdaj, razen obljube, ki jo je tožilstvo navedlo v zapisnik, ali vam je kdo, jaz, vaš odvetnik, tožilec ali kdorkoli drug, dal kakršnekoli obljube v zameno za to, da bi priznali krivdo? Edino, kar želim dodati, Sodnik gospod Tirni je navedel, da v zameno za priznanja, ki jih bomo danes podali, ne bo nadaljnega pregona v zvezi z 8 žrtvami, na katere se je skliceval. Moj klient je prav tako dolžan popolnoma, resnično in pošteno sodelovati z enoto za vedenjsko analizo Zveznega preiskovalnega urada kot del tega, o čemer smo pravkar govorili. Kakšne druge obljube, Matthew? Razen tega, kar sem pravkar povedal. Ali priznate krivdo prostovoljno in po lastni volji? V redu, zdaj bomo obtožence zaprisegli. Preostali del zaslišanja, kjer je Rex Herman priznal krivdo in odgovarjal na specifična vprašanja o zločinih, ni bilo dovoljeno snemati. Tako je Rex Herman v okviru priznanja krivde obljubil, da bo sodeloval z enoto FBI za vedenjsko analizo. Ta enota že desetletja preučuje serijske morilce, da bi ugotovila, kako postanejo morilci, kakršni so, v upanju, da bi izvedeli več o njih, morda preprečili prihodnje zločine in v prihodnosti hitreje ujeli serijske morilce. Po zaslišanju je žena Rexa Hermana, Asa Ellerop, na kratko spregovorila. Po njegovi aretaciji je podpirala svojega moža. Moje misli in molitve so z žrtvami in njihovimi družinami. Njihova izguba je neizmerna. In v tem trenutku bi morali biti osredotočeni na nje. Prosim vas, da. Dajte moji družini nekaj zasebnosti, medtem ko preživljajo ta zelo težek čas. In odvetnik Rexa Hermana je pojasnil, zakaj se je njegov klient odločil priznati krivdo. Ne morem vam dati najinih pogovorov, ki so zaupni, ampak lahko vam povem, da je prišlo do točke v tej obrambi, ko je Rex rekel, želim priznati krivdo. To vam lahko povem. Seveda, imel je več skrbi, veliko jih je imel glede tega, zakaj ni želel iti na sojenje in je želel priznati krivdo. Vsekakor je želel družinam žrtev prihraniti trpljenje, ki ga prinaša sojenje, hkrati pa je želel to trpljenje prihraniti tudi svoji družini. Vem, da so med potekom obrambe potekali pogovori med njegovimi družinskimi člani in njim glede tega. Ja. Zdaj pa bi se rada obrnila na nekoga, ki je primer serijskega morilca z Gilgo Beach spremljal kar 16 let. Spremljala ga je v vseh podrobnostih. Je preiskovalna novinarka za Law and Crime Kristen Thorne. Kristen, vem, da si tik pred sodiščem v okrožju Suffolk. Najprej bi rada slišala tvojo reakcijo na to, da je Rex Herman spremenil svojo izjavo o nedolžnosti, potem ko je tako dolgo trdil, da ni storil tega. A Želet, mislim, da to ni povsem presenetljivo. Sojenje naj bi se začelo septembra. In veš, obroč okoli Rexa Hermana se je zategoval. Njegov odvetnik se je trudil, da bi izločili DNK dokaze. Na različnih žrtvah so našli dlake, ki so bile v bistvu povezane z Rexom Hermanom. In njegov obrambni odvetnik, čeprav se je trudil, tega ni uspel izločiti. In mislim, da je bilo to nekako, veste, ena od zadnjih žebljev v krsto, saj so vedeli, da Rex Herman ve, da temu se ni mogel izogniti. Ampak v resnici je Anjanette danes presenečena, ker smo vedeli za 7 umorov, za katere je bil obtožen. In danes je v okviru dogovora o priznanju krivde priznal, da je ubil še eno žensko, 8. žensko. Zdaj za to ni obtožen. Tukaj postane zakon nekoliko bolj zapleten, vendar je priznal, da je ubil Karen Vergata. Bila je nekdo, za katerega smo že mislili, da je del tega vzorca. In danes je Rex Herman potrdil, da je žrtve zadavil. Ray Tierney je prebral ime vsake posamezne ženske in vprašal, kako si jo ubil. In vsakič je rekel, da je šlo za zadavljenje, nato pa je priznal, da je trupla odvrgel na različnih krajih in nekatera trupla razkosal. In zdelo se je Kristen, da je skozi leta spreminjal svoj način delovanja.
Nekatere od teh žrtve, ki so bile ubite v zgodnjih 90-ih, je razkosal. Veš, Sandra Costilla ni bila razkosana, ampak Karen Vergata, kot si rekla, je bila. Prav tako Jessica Taylor in tudi Valerie Mack. Ampak potem je spremenil svoj način delovanja. Ali je bilo o tem kaj govora na sodišču, ali je bilo to bolj preprosto? Veš, naredila sem to, naredila sem ono. Ja, Anželeta, zelo klinično, kot bi rekli danes. Zelo v smislu, tukaj je, česar ste obtoženi. Ali to razumete? Da, razumem. In način, kako je Anženet odgovarjal na vsako od teh vprašanj, primerjam s tem, kot da bi nekdo naročal hrano v restavraciji in bi natakar rekel, ali je to tisto, kar ste želeli naročiti? In ti bi odgovorila, ja, to sem naročila. Bilo je tako brez čustev, bilo je zelo stvarno. Torej, govoriš o vzorcu. Sandra Costilla, kot si omenila, je bila žrtev brutalnega umora, vendar ni bila razkosana. Njeno telo pa je bilo puščeno na način, ki je bil zelo vznemirjajoč. Imela je oblačila, ki so bila obešena okoli njenega telesa in vse mogoče stvari. Potem pa imamo razkosanje naslednjih 3 žrtev, vključno z obglavljanjem. In potem pridemo do 4 žrtev z Gilga. To so 4 spolne delavke, ki so jih našli decembra 2010. V tistem trenutku so policisti spoznali, da imajo opravka s serijskim morilcem in so to tudi povedali javnosti. Torej, čeprav so prej našli že dele teles, nihče, ne mediji, ne javnost, ne policija, ni imel pojma, da so vsi ti primeri povezani, dokler niso našli 4 žrtev z Gilga. Ko so nato začeli preiskovati območje na plaži Gilgo, kjer so našli 4 žrtve, ki leži na južni obali Long Islanda, so začeli odkrivati še druge posmrtne ostanke. Ja, primer Sandre Costilla. Vsi ti primeri so brutalni, grozni umori, ampak ta je še posebej grozen. Veš, prej v podcastu sva govorili o tem, kako je bila pohabljena. In to je res zelo pretresljiv, grozen primer. Bilo je tudi veliko elektronskih dokazov. Govorili sva o dokazih DNK, o laseh, ki so povezovali Rex Hurman s temi umori. Ampak obstajali so tudi elektronski dokazi. Veš, njegova mobilna številka ga je povezovala s temi zločini. Poleg tega pa je bilo veliko dokazov, za katere so tožilci povedali, da so jih uspeli pridobiti in odkriti, kar je pokazalo njegovo natančno načrtovanje, ko je šlo za te zločine. In mislim, da to doda še eno plast kompleksnosti temu in pokaže, kako je to preučeval skozi več let. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Ja, tožilci so danes razkrili, da so obrambi predali 120 terabajtov dokazov in 7015 strani dokaznega gradiva. Torej res neverjetna količina dokazov. Toliko, da je Rex Hurmanov odvetnik Mike Brown to tudi povedal na tiskovni konferenci po obravnavi in dejal, da je tožilstvo opravilo izjemno delo. Mislim, veš, da te čaka težka bitka, ko celo odvetnik obrambe prizna, kako dobro je tožilstvo opravilo svoje delo. Torej, pogovorimo se o telefonih na kartico. Vesela sem, da si to omenila, ker so bile edine konkretne podrobnosti, ki smo jih danes slišali o Rexu Hurmanu, dejansko povezane s 3 od 4 iz Gilga. To ni bila Maureen Brainerd Barnes, ampak je bilo povezano. Sandra Cassie, ne Sandra Costilla, ampak 3 od 4 žrtev Gilgov. In danes je priznal Rex Hurman, da je uporabil telefon na kartico, da je te ženske zvabil z obljubami o denarju, ker so delale kot spolne delavke. In da jih je ubil ter zavil v juto okoli njihove glave, sredine trupa in tudi nog. In to je bilo edina res konkretna navedba podrobnosti, ki smo ga danes dobili od Rexa Hurmana. Kar se tiče drugih dokazov, ja, Anženet, in to vemo že kar nekaj časa. Tožilci so pregledali vse njegove naprave in poskušal je izbrisati veliko teh iskanj. Vendar vemo, da lahko vedno najdejo te stvari. In tako so jih našli. Poleg nasilne pornografije so našli tudi skorajda sezname opravil, kako naj bi izvajal te umore. In seznam opravil, če hočete, da je moral dobiti določene pripomočke. Naslednjič poskrbi, da jo udariš močneje v glavo. Resnično vznemirjajoče stvari, ki so se dejansko ujemale s tem, kar se je po mnenju tožilcev zgodilo tem žrtvam.
In tako so v tem primeru odkrili tudi ogromno digitalnih dokazov. Mislim, da seveda nihče ni bil v njegovi glavi, ampak povem vam tole. Mike Brown je to danes povedal. Za Rexa Harmana je bilo olajšanje, da je nosil težo tega, kar je storil vsa ta leta. Ne samo od trenutka, ko so ga ujeli, ampak zagotovo zadnja 3 leta. Spomnite se, zadnja 3 leta je bil praktično v samici. V celici je 23 ur na dan. In zdaj je ostal sam. In zdaj ga čaka 7 dosmrtnih kazni. Obsodili ga bodo 17. junija. Mimogrede, Mike Brown pričakuje, da bo Rex Herman med izrekom kazni podal izjavo. In zato je morda eden od razlogov, zakaj smo danes videli to zelo, nočem reči lahkomiselno, bilo je preprosto zelo stvarno. Kot da, ja, to sem naročila. Veš, to in neposredno je odgovoril Tierneyju. In tega mu ni bilo treba storiti, ker Mike Brown vse spremlja. Veš, vse so imeli pripravljeno, točno kaj bo Ray Tierney rekel Rexu Hermanu. In tako si lahko videla, kako Mike Brown sledi besedilu na tej strani. In Mike Brown nikoli ni pogledal gor, ampak Rex Herman, ko je bil čas, da potrdi, je pogledal naravnost v Raya Tierneyja in rekel, ja, priznam, to sem naredil. In morda je del razloga, da je danes deloval tako brezbrižno, ta, da je o tem že razmišljal. Vsaj Mike Brown pravi, da se je v zadnjih nekaj tednih pripravljal na ta dan. Upam, da bodo te družine, če bodo želele, med izrekom kazni, mislim, da bomo morda takrat junija slišali tudi nekatere izmed njih. Ker jim bo to dalo priložnost, da se obrnejo na sodišče in na moškega, ki je vzel življenja njihovih najdražjih. In takrat jih bomo morda slišali, saj je bilo danes vse skupaj bolj tehnična formalnost. In kot ste omenili, je bilo zelo v smislu, to sem naredil. Da, storil sem to, takšna stvar. Kristen Thorn, najlepša hvala, da ste se mi pridružili. Zelo cenim to. Hvala, Anjanette. Okrožni tožilec okrožja Suffolk, Ray Tierney, ki je vodil ustanovitev delovne skupine za Gilgo Beach, je spregovoril potem, ko je Herman spremenil svojo izjavo o krivdi. Obkrožali so ga nekateri družinski člani žrtev. Ta obtoženec je hodil med nami, se pretvarjal, da je običajen oče iz predmestja, v resnici pa je ves čas obsesivno izbiral nedolžne ženske za smrt. Te ženske je identificiral, jih zvabil v okrožje Nassau, jih umoril in njihova trupla pustil v okrožju Suffolk. Mislil je, da jih bo s tem, ko jih ubije, zavedno utišal in se izognil kazni za umor. A motil se je, saj so bile prav te žrtve, te ženske, tiste, ki niso želele ostati tiho. Najprej so ta molk prekinile družine žrtev, ki so se zavzemale za svoje ljubljene in se borile za pravico. Vsem družinam tam zunaj, ki še vedno iščete, še vedno čakate, še vedno vztrajate, prosim, ne izgubite upanja. Tudi ko se zdi nemogoče, tudi ko minevajo leta in tišina postaja vse težja, vztrajajte. Vaši ljubljeni so pomembni. Niso pozabljeni in nekega dne lahko pridejo odgovori. In končno, Maureen, obljuba, ki sem ti jo dala pred toliko časa, je bila preprosta. Oprosti. Nikoli ne bi nehala iskati pravice zate. Skozi vsako leto, vsak neuspeh, vsak neodgovorjeno vprašanje. Nosila sem te seboj in držala sem to obljubo. In danes je bilo to storjeno. Pravica te je končno dosegla. Tvoj glas ni bil nikoli utišan. Tvoja zgodba ni bila nikoli pozabljena. In tvoje življenje bo vedno več kot tragedija, ki ti ga je vzela. Ta trenutek ni konec, ampak opomnik, da ljubezen vztraja, resnica zmaga in upanje nikoli ne ugasne. Kajti tudi v najtemnejših trenutkih bo pravica našla svojo pot. Rexu Hermanu, serijskemu morilcu z Gilgo Beacha, bodo junija uradno izrekli kazen. Law and Crime bo za vas spremljal to obravnavo. In to je vse za to epizodo Crime Fix. Sem Anjanette Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano in prosim, spomnite se žrtev v tem primeru in v vsakem primeru. Se vidimo tukaj naslednjič.